Civilna iniciativa za ohranitev dreves na ptujski tržnici je ponovno pozvala župana Ptuja Mirana Senčarja k obrazložitvi bliskovite jutranje sečnje cigarovcev. Ker z odgovornimi na mestni upravi niso zmogli vzpostaviti konstruktivnega dialoga, so se odločili pravico in resnico poiskati po pravni poti. V teh 4 mesecih smo sprožili že nekaj pravnih postopkov na različna ministrstva, s katerimi smo želeli preprečiti ta poseg. Zdaj pa smo pripravili obširen spisek nepravilnosti komisiji za korupcijo, na policijo in na druge urade. Kot smo že poročali, so na osrednji mestni tržnici na Ptuju prejšnji torek, nekaj minut čez 7 zjutraj, podrli vsa več kot 50 let stara drevesa. Kljub peticiji in silovitem pritisku civilne iniciative so na mestni občini samovoljno odločili, da bodo posekali drevesa. Ljudje so bili nad njihovim predrznim dejanjem ogorčeni. Naj si naša država pogleda, je bil župan upravičen tega narediti, da nima soglasja celega mesta, je bil to upravičen, mu zakon to določa, naj se to pogleda, če ne pa ne odgovarja za svoje dejanje, naj tudi odstopi. Glejte, večinoma so stolčki tudi narejeni iz lesa. Drevo ima neko metaforično vrednost. Želela bi, da pravzaprav župan si pribori mogoče v tovarni Aluminij, da mu naredijo en krasen kovinski stol, na katerega se bo lahko močno privezal. Prva javna predstavitev projektov je bila že 12. februarja 2016. Takrat so predstavili strokovne naloge za ureditev osrednje tržnice. Civilni iniciativi so odgovornim postavili številna vprašanja, ki pa so jih preprosto prezrli. Še več, podpisniki peticije so prepričani, da izbran projekt arhitekture Krušec niti ni bil javno predstavljen. Preprosto je. Mi smo postavili županu 14 vprašanj. Na nobeno nismo dobili odgovora. Eno od teh vprašanj je bilo tudi naslednje. Kot vprašanje, ne kot trditev, da ni bilo. Pokažite nam, kdaj in kje je bil objavljen izbran projekt, da bi na njega lahko dali pripombe. Medtem smo pa našli 2 občana, ki sta dejansko dala pripombe na vse te 3 projekte in mislite, da sta bila upoštevana? Niti odgovora nista dobila. Ob tem pa naj bi tudi svetnikom v času odločanja o projektu prikrivali pomembna dejstva. V momentu, ko so dvigali roke, niso vedeli 2 dejstev. Prvo dejstvo, da 4200 ljudi si želi ta drevesa, in drugo dejstvo, da imam tukaj strokovno mnenje ene najbolj poznanih slovenskih arboristk, ki pravi, drevesa so dovolj dobra, da se jih vključi v projektiranje. Tudi predstavniki mestnega sveta niso zadovoljni z načinom implementacije projekta. Zmotil jih je tudi ignorantski odnos župana. Vemo, da v bistvu občina je za to, da upošteva, realizira želje in pričakovanja občanov. Če tega ne dela, potem je preprosto ne rabiš. Odnos politike, ki ga danes gledamo, da ti 5000 ljudi podpiše peticijo, kjer ti sugerira drugačno izvedbo in si želi drugačno izvedbo prenove tržnice, ti pa to preprosto ignoriraš, torej to po naši oceni na nek način ne sodi v demokratični način odločanja. Drzne poteze se lahko Senčarju na jesenskih županskih volitvah maščujejo. V drugem krogu zadnjih volitev ga je podprlo 5700 volivk in volivcev. To peticijo je podpisalo več kot 4500 ljudi. Samo če podpisniki peticije niso občani Ptuja, se Senčarju to ne bo poznalo na volitvah. Sicer pa odgovor najkasneje v jeseni.